Dober večer, lep pozdrav vsem. Na pogovornem večeru o spremljanju umirajočih in novem zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na današnji večer smo se zbrali ljudje dobre volje, nekako v smislu aktivnega državljanstva. Zanima nas, kaj pravzaprav prinaša nov zakon, o katerem bomo v nedeljo glasovali na referendumu, kateri pozitivni vidiki slovenskega zakona v primerjavi s podobnimi zakoni v drugih državah obstajajo in pa seveda tudi slabosti tega zakona. Zakaj zakonu nasprotujejo praktično vse strokovne zdravstvene organizacije in največje verske skupnosti v Sloveniji? Ali zakon res zadeva samo peščico bolnikov, ki bi si radi olajšali bolečine v zadnjem stadiju življenja? Je samomor res tako dostojen konec življenja, kot nas poskušajo prepričati predlagatelji, ali pa imamo na voljo tudi boljše alternative? Kako je v Sloveniji razvita paliativna oskrba? Kaj to pomeni? Kako v praksi izgleda spremljanje umirajočih? In ne nazadnje, kakšne spremembe se nam obetajo, če bo novi zakon zaživel v praksi? O teh vprašanjih bomo razmišljali z današnjimi gosti. Z nami so pravnik in podjetnik Peter Luin, ki je med drugim deloval na Direktoratu za zakonodajo Ministrstva za pravosodje, pri Komisiji za popravo krivic ter v družinski, odvetniški in notarski pisarni. Lep pozdrav. Zdravnik internist Janez Zavelcina, zaposlen v Kliničnem centru Ljubljana, ki se pri svojem delu na negovalnem oddelku pogosto srečuje z bolniki v zadnjem obdobju življenja in njihovimi svojci. Dobro večer. Ter Martina Piskar, strokovna sodelavka Slovenskega društva Hospic, ki spremlja umirajoče bolnike in njihove svojce na domu, predtem pa je opravljala delo medicinske sestre v Kliničnem centru Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Pogovor bom povezoval Peter Frank in se že na začetku malce me daje kašelj in se opravičim za kako pokašljevanje, ampak mislim, da tole približno 1 uro nekako tako računamo, da bi bilo tega pogovora. Mislim, da bomo lahko izpeljali. Po našem pogovoru pa predvidevamo morda tudi kako vprašanje iz strani občinstva, če bi želel kdo kaj vprašati naše današnje goste, morda kaj pokomentirati, bo potem po koncu tudi možnost. Gospod Luin, pa če začneva midva, za začetek bi me zanimalo, kako kot pravnik ocenjujete nov zakon, če gledamo na zakon zelo pravniško, formalno. Pustimo ob strani, da gre za zastrupitev, pustimo ob strani, da gre za asistiran samomor in gledamo, ali je zakon dobro napisan, ali je notranje koherenten, kako se integrira v obstoječo zakonodajo in ustavo. Je torej to dober zakon? Če bi ga ocenjevali z oceno od 1 do 5, pri čemer je 5 najboljša ocena, kakšno oceno bi mu dali? Ja, zdaj jaz bom tako rekel. Med kolegi pravniki ni bilo niti debate o tem zakonu, kakšne strokovne pred sprejetjem. To je bilo vse tako na hitro sprejeto. Definitivno je ta zakon slab. Po mojem mnenju in mnenju večine iz pravne stroke ne dosega kakovosti za oceno zadostno, tako da bi mu dal negativno oceno. Predvsem je s tem zakonom problematičnih nekaj zelo ključnih vidikov, ki v bistvu pomenijo poseg v ustavni red Slovenije. Zakon je neustaven z vidika, da v bistvu krši nedotakljivost življenja, pri čemer ustava ne daje posebnega pooblastila zakonodajalcu, da lahko to zakoni. Kot primer lahko navedem, da v Nemčiji recimo imajo to posebej napisano v ustavi, da lahko zakon tudi poseže v to pravico, pri nas tega ni. Zakon je bil opisan tudi kot zmazek strani mojih pravnih kolegov, tako da v tem kontekstu bi rekel, da je zakon slab. Mogoče, če bi izpostavil še par lastnosti oziroma okoliščin zakona, ki nikakor ne sodijo v pravni red
Tudi posegi na druga področja so nepredvidljivi, zakon vsebuje nejasne pojme, ki jih tudi sodna praksa ne bo mogla napolniti, ker sodnega varstva v bistvu ni. To je v zakonu recimo zelo dobro skrito dejstvo, ker če dobro pogledamo določbe, je sodno varstvo zagotovljeno samo za negativne odločbe, ki jih ta komisija, ki o tem odloča, izda. Torej, če zavrne pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, medtem ko za ugodilne odločbe do sodnega varstva sploh ne more priti. To pomeni, da določbe zakona, določbe, ki niso jasne, pojmi, ki so uporabljeni, nikoli ne bodo dobili neke razlage, neke napolnitve z pravnega vidika. Tako da to je resna pomanjkljivost. Potem je recimo problem zakona, da je dejanje, ki ima znake uboja, zakon določa kot prekršek. Tukaj je po mojem mnenju kolizija s kazenskim zakonikom, po mnenju številnih pravnikov tudi. Namreč, če zdravnik ali druga oseba ne omogoči, da si pacient sam unese učinkovino, kar je po zakonu predvideno, ampak mu pri tem pomaga, je to samo prekršek, za katerega je določena globa od 500 do 5000 evrov, recimo, in tako, pri čemer je v takih kontekstih zelo velika možnost zlorab in pomanjkljivosti, tako da v tem kontekstu mogoče samo na začetku toliko, bom pa v nadaljevanju še izpostavil kakšne druge vidike, ki jih je številni so in je res iz pravnega stališča kar težko vse povedati in po mojem tudi nimamo dovolj časa danes. In nekatere tele vidike, ki ste jih omenili, se jih bomo dotaknili tudi v nadaljevanju, ampak če iščemo pozitivne lastnosti slovenskega zakona, bi lahko izpostavili denimo 17. člen, ki izrecno zahteva samo vnos učinkovine oziroma strupa. To pomeni, da si človek sam ubrizga ali sam zaužije smrtonosno učinkovino, ni torej zdravniške aplikacije. Tukaj je slovenski zakon strožji od držav Beneluxa, Kanade, Španije ali Avstralije, ki poznajo tako zdravniško izvedeno evtanazijo kot asistirano smrt. Gospod Zavelcina, ali je za vas kot zdravnika to bolj ugodna okoliščina, če naj bi si nekdo sam ubrizgal strup, vi pa ga pri tem opazujete, kot pa če bi mu morali vi ubrizgati strup v telo? Za mene ni to bistvene razlike. Jaz kot soudeležen pri tem postopku bi isto krivdo čutil, če bi sodeloval pri samomoru. Naloga mene kot zdravnika je, da ščitim življenje in da preprečujem samomor. Da bodrim tiste, ki so v stiski, ki trpijo, ki mogoče momentalno ne vidijo poti naprej in pomišljajo o tem, da bi zaključili življenje. Jaz kot zdravnik imam nalogo, da jih bodrim, da jim pomagam prebrodati stisko, včasih tudi dati zdravilo ustrezno, ko je najhujše. Ni pa moja naloga, da bi sodeloval pri končanju življenja na ta način. Tako da bi rekel, ne vidim bistvene razlike v asistiranem samomoru ali evtanaziji. In če poskusimo poiskati še kakšno pozitivno lastnost novega zakona, tole pravico naj bi imeli starejši od 18 let, pri čemer upamo, da se preprečijo denimo primeri iz Belgije, kjer so evtanazirali tudi otroke mlajše od 12 let, ampak spomnimo, da so v Belgiji na začetku tudi imeli starostno mejo 18 let, a so jo pozneje odpravili. V Sloveniji bo moral biti državljan ali pa nekdo s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, če bo hotel narediti tak asistiran samomor, s čimer naj bi se preprečilo nekakšen samomorilni turizem, da bi tuji državljani hodili v našo državo delati samomore. Gospod Luin, se strinjate s temi pozitivnimi vidiki zakona? So to pozitivni vidiki tega zakona slovenskega?
Jaz bi se v bistvu težko strinjal, da so to pozitivni vidiki, namreč tako kot je že kolega Zabelcina povedal, pri nas to ne bo spremenilo stvari. V končni fazi je zakon zastavljen preširoko tudi za kriterije za ta postopek, kot ste omenili, že 18 let naprej polnoletna oseba lahko zahteva ta postopek, pri čemer je ena izmed pomanjkljivosti tudi pravnih to, da v bistvu zakon skriva pravo stanje in uzakonja netransparentnost, ker je informacije o tem, kaj pacient želi, so skrbno varovane, tako da recimo tudi starši pri 18-letniku ne bi vedeli. V tem kontekstu me pa še to bi rad izpostavil glede široko zastavljene, me moti to recimo, da je pogoj za to psihično ali fizično trpljenje in zakon to omogoča. To pomeni, jaz recimo popravniško, ko sem probal definirati neke scenarije realnega življenja, sem ugotovil, da lahko nekdo, ki ima neko nesrečo in utrpi trajno okvaro zdravja v smislu recimo poškodbe uda in zatrjuje psihično trpljenje, v bistvu izpolne pogoje po tem zakonu za pač to pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Tako da to je kar slabo, tako da težko bi rekel v pozitivnih vidikih. Bi se pa še navezal na to, da, kar je prej bilo rečeno, da pravno-tehnično pri nas je to zastavljeno kot pomoč pri samomoru, tudi ta izraz lahko čisto uporabimo, ker zakon tudi spreminja kazenski zakonik, tako da dekriminira pomoč pri samomoru, če poteka po tem zakonu. In enostavno me skrbi, kako bo to v kontekstih sodelovanja zdravnikov, ko bo kaj šlo narobe, ker iz tujine so znani primeri, da učinkovina ne deluje, da pacient pač doživlja muke in tako naprej in bo potem vprašanje, ker evtanazije pri nas ne poznamo, po tem zakonu ni predvidena in mora pač to pacient storiti sam. Zdaj pa kaj, če se kaj zalomi, a bo pol zdravnik ukrepov, pa mu pač to ga v bistvu izpolnil dejanja, pač okoliščine kaznivega dejanja uboja, s tem, da mu bo, ne vem, v Belgiji, mislim, da so primeri, da je zdravnik tudi z blazino zadušil, recimo, pacienta, ko je trpel in tako da karkoli v to smer je kar težko si predstavljati in je toliko nedorečenega in nedodelanega, da je težko reči kaj pozitivnega. Dobro, tudi približno na tej točki sem sam izčrpal pozitivne vidike zakona, ki sem jih prav namenoma poskusil najti. Poglejmo eno največjih kritik tega zakona. Delno smo že omenili. Pobudniki zakona nas v javnem diskurzu prepričujejo, da gre za zakon, ki zadeva peščico bolnikov v zadnjih urah ali zadnjih dneh življenja, ki bi si radi lajšali bolečine. Vendar pa v slovenskem zakonu ni zahteve po terminalnosti oziroma po časovni prognozi, naprimer pričakovana življenjska doba manj kot 1 mesec ali 6 mesecev. 6. člen govori o neznosnem trpljenju, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, da je zdravljenje izčrpano in ne daje pričakovanje na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. Gospod Zabelcina, to je zelo široka in odprta definicija. Katere bolezni, katera zdravstvena stanja bi ustrezala tem ohlapnim kriterijem? Po strokovni plati gre ponavadi za napredovale kronične bolezni pri starostniku, ki ga zelo ovirajo, da postane nepokreten, da so okrnjene kognitivne funkcije, se pravi, da mu več razum ne deluje, da se pojavijo preležanine, da ne more jesti in je potem podhranjen. Tako da so ti znaki, ki so nepovratni in po katerih pa zdravniki vemo, da to vodi v smrt pri starostniku. Naprimer, druga skupina
bolnikov so pa tisti z rakavimi obolenji, pri katerih ni bilo onkološko zdravljenje uspešno in se je rak razširil po telesu. To je pa drugi tip, bi rekel, bolnikov tipičnih, ne. So pa tudi druge še pač napredovale nevrološke bolezni, ko ne morejo več požirati bolniki. To so po strokovni medicinski plati glede na telesne, bi rekel, telesno stanje bolnika. Je pa pač mene moti, da v tem zakonu ta zakon oziroma postopek za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja se začne na željo bolnika. Tako da on pač ustno, to mogoče bo še kolega Peter kaj razložil, on pač ustno izreče svojemu zdravniku in on je dolžan ta postopek sprožati. Se pravi, po sami upravni ali pravni poti v bistvu bolnik on odloči in postopek sproži. Tle zdravnik njegov reče, če nima nobene besede pri tem. Postopek sproži, res, da potem drugi zdravnik, specialist določene stroke iz tega področja pregleda dokumentacijo in lahko izda negativno mnenje, ampak v bistvu to je tukaj, bi rekel, nekako za mene kot zdravnika nesprejemljivo, da v bistvu predhodno ne rabijo biti neki pogoji izpolnjeni, tako bi rekel medicinski, ampak je to na željo bolnika. Poteka cel postopek in recimo jaz kot zdravnik ali pa kakšen drug kolega mora vse svoje delo pustiti in se posvetiti tem primeru, temu postopku, čeprav ni potrebno bolniku neke dokaze ali ko bi rekel predočiti, ne. Tako da to je ena stvar, drugo pa tudi, da bolnik ni dolžan sprejeti nobenega zdravljenja, ki ga zdravnik predlaga. Se pravi, bolnik reče, to zdravljenje mene ne zanima in to drugo ne in tudi zdravil mu ni treba imati, tako da on nima nobenih v bistvu, ni dolžan nobenega zdravljenja preizkusiti oziroma izvesti zdravljenja, ampak on pač reče, to meni ne ustreza in gre v ta postopek naprej. Tako da si ne predstavljamo v praksi, kako bo to potekalo. In pridemo do stanja, ko lečeči zdravnik reče ne, ni primeren, neodvisni zdravnik reče ja in na koncu ima besedo komisija, ki presoja, ali bo šel postopek naprej ali ne. Ja, tako. V bistvu problem tega pa je, da komisiji ni potrebno recimo obrazložiti, zakaj je sledila nadomestnemu zdravniku, ne pa lečečemu zdravniku. To v bistvu kar diskrecijsko odloči, s tem, da zoper to niti pritožbe ni, kot smo že omenili, ne. V tem kontekstu bi jaz poudaril še, da zakon ob tem, da ima ogromno nedoločenih pojmov in širine tega, kako se stvari lahko razlagajo, v bistvu nalaga tudi zdravnikom na nek način nesprejemljive obveznosti, a ne. V bistvu tukaj se pojavlja problem pravne presoje privolitve, recimo. Vemo, da privolitev je v kazenskem pravu element protipravnosti, a ne. Torej, če ni podana svobodno, ne, in prostovoljno in tako, pri čemer se tudi v bistvu privolitev oseb v stiski lahko vzame v zakup, ne. Potem za zdravniki bo imeli nehvaležno delo, ker bo ogromno nejasnosti, ne. Jaz bi temu rekel neka loterija protipravnosti, ker je za njega nepredvidljivo, kako lahko določeno postopanje izvede, da ne bo imel problemov, a ne, v bistvu, kako določene pojme razlagati in tako naprej, ne. Zdaj, verjetno si bojo pomagali s stroko, ampak v končni fazi je pa tudi, recimo to lahko tudi iz zakona preberem, da bo jasno, ne, zdravnik mora biti detektiv, policaj, pravnik. Recimo, zakon predvideva in zahteva od zdravnika eksplicitno, da mora preveriti, ali je pacient svojo odločitev o napovedi zahtevka sprejel po lastni volji, brez kakršnekoli preslepitve, sile, grožnje ali drugih oblik prisile
in sicer pač mora potem opraviti pogovore z zdravstvenimi delavci, sodelavci, z drugimi osebami in tako naprej. Tako da to je smešno po eni strani, kako bi naj zdravnik vse to pokril in na nek način, da se izloči kakšna zmota, napake, postopka in tako izpeljajo. Tako da to je problem. Gospa Piskar, zakon v 6. členu omenja neznosno trpljenje, izčrpano zdravljenje brez pričakovanja na ozdravitev ali izboljšanje zdravja, smo že dejali. Vi spremljate umirajoče, ki vedo, da bo šlo samo še na slabše in da jih na koncu čaka smrt. Kako gledate na takšno definicijo? Smrt, samomor in nenazadnje tudi paliativna oskrba so v naši družbi, vsaj tako se zdi, še vedno nekakšen tabu. Ja, je tabu. V našem društvu, se pravi, Slovenskem društvu Hospic, smo bolj kot ne zato, da se res ta paliativna oskrba, da bi postala dostopna do vseh ljudi, se pravi, ta krepitev te paliativne oskrbe. Prav tako precej dobro poznamo tudi ta koncept popolne bolečine, ko človek trpi telesno, duševno, duhovno, skratka, to so res izjemne stiske in s tem se srečujemo vsakodnevno. Vidimo pa, da je zelo pomembno za te bolnike in njihove družine, se pravi to, da so slišani, da nekako delujemo tako, da v bistvu izhajamo iz njega, iz njegovih potreb. In nemalokrat se tudi to zgodi potem, da tisti, ki neznosno trpijo, že s tem, da izrečejo neke zadeve, da spregovorijo na glas, se ta bolečina velikokrat tudi zmanjša. Se pravi, ta duševna bolečina, ki povzroča tudi neko telesno, se pravi, težkočeno dihanje, in ko se te reči spregovorijo, je včasih potem popolnoma drugačen pogled naprej, tudi za bolnika. Omenili ste paliativno oskrbo. Kaj pa je pravzaprav paliativno zdravljenje? Kaj pomeni celostna paliativna obravnava? Da si ne bomo predstavljali, da je paliativa samo to, da nekdo dobi malo morfija za blaženje bolečin. Kaj vse bi moralo biti v idealni paliativni oskrbi? Lajšanje bolečin, psihološka podpora, duhovna oskrba, pomoč svojcem, prisotnost na domu. Kako to izgleda? Nam lahko malce predstavite? Lahko predstavim, kako recimo mi delujemo oziroma in sodelujemo s paliativnimi timi. Trenutno se trudimo in tudi ta krepitev mobilnih paliativnih mrež je v nastajanju, in tudi ta, se pravi, ta sistem se nekako, ampak mogoče grejo te stvari malce bolj počasneje. Izgleda pa tako, recimo, če smem kar na konkretno, naše društvo sodeluje recimo z osebnim zdravnikom, s patronažno sestro, se pravi z mobilnim paliativnim timom, in to izgleda tako, da recimo, ne vem, ko imajo eno osebo hudo bolno, da recimo nekak medicinski del je pokrit, se pravi ta fizična bolečina je pokrita nekako s to terapijo, da se potem še druge službe priključimo in v bistvu izhajamo še iz ostalih stvari, kakor sem jih pa prej tudi povedala, se pravi določene stvari, ki ostajajo neizrečene, predvsem to trpljenje, ta stiska, ta nemir, to je največkrat prisotno pri njih. In pa to, kar pa mislim, da je tudi največja zadeva zdaj v tem zadnjem času, ne želim biti v breme drugim, iz tega v bistvu največkrat izhajajo. Ampak so pa zgodbe, to pa vam lahko povem iz terena, da ko se recimo družina vključi v neko nego, da se res naredi en tak načrt, da vsak lahko zraven sodeluje in se počuti tudi potem močnega in ne nemočnega, samo z opazovanjem in gledanjem, to pa res nastanejo čudovite zgodbe, čeprav zadnjega dela življenja, kako družina skupaj stopi, kako vsak pridane nek delček sebe. Nekdo je dober
Recimo nismo vsi za neko nego ali pa niso vsi za neko organiziranje prevoza, ne, ampak ko vsak nekaj doda temu, se vidi, da potem ta družina skupaj stopi in tudi se tej osebi podari tisto dostojanstvo, ki je pa nekaj najvišjega. Ne vem, če sem vam odgovorila, pa me kar malo odnese. Se bomo še dotaknili tudi paliative, oziroma lahko nadaljujemo s paliativo. Gospod Zabelcina, govorimo torej o paliativi, o paliativni oskrbi, hvala za tole predstavitev, ampak včasih dobimo občutek, kot da je to nekaj, kar je povsod na voljo, pa ste že vi, gospa Piskar, rekli, da je šele nekako v povojih, šele v razvoju, gre prepočasi, a ne? Kako je pri nas pravzaprav urejena paliativna oskrba, ali je dovolj ponudbe, dovolj postelj, mobilnih timov, se vam zdi, da ima povprečen bolnik v Sloveniji realno možnost izbrati dobro paliativno oskrbo, preden začne sploh razmišljati o pomoči pri samomoru? Pa bi tudi vas, gospa Piskar, potem za eno oceno prosil. Ja, gotovo, da ni razvita cela paleta teh možnosti, ki bi bila smiselna. Najboljšo paliativno oskrbo bolnik dobi v bolnišnici, kjer ima pri roki vse, kar rabi, pač ustrezna zdravila, prisotnost medicinskega kadra. Seveda pa večino, po mojem, bolnišnica ni pravi kraj za zadnje dneve ali mesece življenja. Zato, kot je že gospa Martina omenila, bi imel tle smisel paliativni načrt. Pomeni, da bi se z starostnikom ali z bolnikom, ki je hudo bolan, že prej pogovorili, kaj si on želi, kakšna je njegova želja za konec življenja. Ali da bo doma pač svojimi bližnjimi doma ali v domu. Lahko se mu ponudi hospic, pač žal je samo eden ljub hospic v Ljubljani, kjer lahko tudi prespijo pač svojci z njemu, lahko tam bivajo, ne, ali kakšno drugo željo ima. Tako da mislim, da mora biti pač tudi zadnje obdobje življenja lepo. Lepo, da pač so z njemu najbližji, da mu lahko stisnejo roko, da se lahko pogovarjajo. Včasih je to več kot pa sama, rekel, pomoč zdravili. Tako da, rekel, celostna paliativna oskrba pač zagotavlja ne samo pač strokovno medicinsko, ampak tudi pač duševno, psihično podporo, bližino najdražjih, duhovno podporo, da imajo možnost pogovora z duhovnikom in pa tudi lepo urejen prostor, ne, da so v nekem prostoru, kjer je pozitiven svetu, da pač tudi da lahko še svoje želje izpolnijo, recimo določene stvari, ki jih radi počnejo, da jih tudi, čeprav so fizično manj zmožni, ampak vseeno, da imajo še nekaj lepa doživetja. In to bi bilo pač v idealnem smislu, da bi se potem lahko človek v miru poslovil in da bi pač potem tudi svojci vedeli, da so izpolnili njegove želje. Gospa Piskar, vi spremljate umirajoče na njihovem domu in omenili ste, da se paliativna ponudba paliative precej razlikuje po regijah v Sloveniji, da nimamo povsod enake ponudbe. Lahko to malce razložite, prosim? Ja, res je. Recimo, ena izmed zelo dobrih primerov je Gorenjska, ki je bila tudi ena izmed, bom rekla, bolj primarno, a ne, dr. Lobuhova je to uvedla. Dejansko mislim, da je tam 24 ur skoraj da ne na voljo, a ne. Se trudi, trenutno je zdaj 10 teh mobilnih paliativnih enot, teh timov, nekako, da se cela Slovenija nekako skuša, da bi bilo to področje pokrito, ampak težava nastane tako kot povsod, a ne, v zdravstvu s tem kadrom, a ne. Kader je treba priučiti,
treba je dobiti pač, ne vem, dodatna vozila, a ne, da si ti res potem lahko dostopen na domu, a ne, potem telefonsko. Recimo, tudi v našem društvu, pri nas v našem društvu imamo 12 odborov, ravno zaradi tega, da bi bili dostopni lahko na vsakem domu, a ne. Mi se pravi, kaj sem želela še videti, vi ste prej omenil, a ne, da tudi nevrološka klinika, se pravi nevrologija, z njimi zelo dobro sodelujemo, se pravi, to je mobilni paliativni tim oziroma ALS tim, ne, to je nevrološki tale tim, z njimi se recimo vsako sredo dobimo v kliničnem centru in se potem v bistvu vsi iz vsakega področja, nekako zdravniki, to imamo pol ure tega sestanka, prisotni so tako, ne vem, respiratorna fizioterapija, kot medicinske sestre, zdravniki, diabetologi, skratka, ne, in tudi mene povabijo, ne, kot predstavnika hospica in se tam pogovarjamo o, bom rekla, ne samo o teh telesnih zadevah, ne, ampak dejansko zaobjamejo celo družino. In to je eden izmed res takih primerov dobrih praks, ki jih jaz res tedensko doživljam. Se pravi, da tam ni bolnik samo kot, ne vem, gospod in gospa s priimkom, ampak dejansko se obravnava celotno družino, kar tudi spada k bolniku. Mi vedno rečemo, da imamo bolnika in da imamo skritega bolnika. In to je njegova družina, ki prav tako trpi, ne. Zdaj za te krepitev teh mobilnih paliativnih enot se, bom rekla, tudi to osebje se izobražuje, vem, da je tudi nedavno nazaj dobil klinični center tudi ta avto, a ne, ker za dobro kvalitetno paliativno oskrbo moraš imeti tako osebje, pa tudi neko prevozno sredstvo, a ne. Ampak je pa vidim tudi stisko pri zdravnikih, ker morajo v bistvu usklajevati in ambulantno delo in vse te zadeve, plus te prevoze, ki pa segajo tudi, ne vem, od Prekmurja pa do Primorske, a ne, tako da to so ne take mobilne težave tudi, a ne. Ja, in to je to, bi pa rada poudarila še eno stvar, da v našem društvu smo v lanskem letu obiskali, imam tukaj številko, 1434 bolnikov v Sloveniji, ne, letošnje leto smo že presegli tudi to število, zdaj bomo videli na koncu leta, tako da imamo različne, pa moram reči, zelo pozitivne odzive bolnikov, mi jim rečemo uporabniki, a ne, in pa njihovih družin, no. Tako da, ja. Hvala lepa. Večkrat slišimo stavek, da če bi bila paliativna oskrba dobro urejena, tega zakona sploh ne bi potrebovali. Če bi ljudem res lahko ponudili dobro paliativno oskrbo, lajšanje bolečin, prisotnost človeka, psihološko in tudi duhovno podporo, ali bi še vedno bilo veliko povpraševanja po pomoči pri končanju življenja? Gospod Zavelcina, ali pa je ta zakon pravzaprav alarm za državo, da sistem ne zna več poskrbeti za ljudi v stiski? Kot ste že prej vprašali, pa nismo odgovorili, paliativnih timov je premalo v Sloveniji. Jih je 9, po nekih projekcijah pa jih bi potrebovali 20. Tako da jaz, kot ste zastavili to vprašanje, jaz mislim, da odgovor je v tem, ne v dobri paliativi, da kot je tudi gospa Martina povedala, z bolniki v zadnji fazi življenja, s katerimi se srečujejo, oni želijo živeti, ne, tako da v bistvu odgovor je življenje, ne smrt. Tako da, če oni čutijo bližino, sprejetost, da niso odveč družbi, potem sigurno ne pomišljajo o končanju življenja. Zdravniki smo tukaj zato, da jim pomagamo, da jim z zdravili omilimo duševne in telesne težave. Menim, da ta izraz, neznosno trpljenje je res nedoločen in da je odgovor, da medicina lahko odpravi vse telesne bolečine. Tako da odgovor je v dobri paliativi. Dobro, nekoliko smo se dotaknili paliative, paliativne oskrbe kot
neke alternative ali pa nekega področja, kjer nas čaka še veliko dela. Če se vrnemo sedaj še na nekatere vidike zakona, ki je pred nami. V zakonu imamo precej kratke časovne roke, vloge, mnenja, odločitev komisije in nikjer ni predpisane obvezne čakalne dobe med končno odločitvijo in samo izvedbo pomoči pri samomoru. Ko so mnenja in odločba enkrat zbrani, je pot do samomora lahko relativno hitra. Zasledil sem denimo podatek iz tujine, kjer imajo takšno čakalno dobo, in sicer, da ljudje prevzamejo učinkovino oziroma strup, vendar se jih 90% premisli in postopka ne izpeljajo. Se vam zdi za tako težko dokončno odločitev primeren tempo, kot ga predeva naš zakon? Bi morala zakonodaja vseeno predvideti nek čas za premislek, neko obvezno obdobje, ko človek še lahko brez pritiska odstopi od te namere? Ja, jaz mislim, da so v bistvu roki prekratki. To je bil tudi eden od argumentov in pogovorov že recimo lani, ko smo organizirali med pravniki tudi etični simpozij o evtanaziji in je sodelovala tudi kolegica pravnica Sara Hlin-Doljak in v bistvu izpostavljeno je bilo, da so te roki izredno kratki, da v bistvu zakon, kot je spisan, nekako sili, ker čim prej dajmo to rešiti, in pacientu niti ne daje tistega časa za razmislek. V tem kontekstu jaz recimo čistko kot državljan, kot pravnik se mi tudi zdi na nek način ta prednostna obravnava teh primerov v smislu, ne vem, čaka se dolgo na zdravljenje, tako rekoč smrt pa lahko preskoči postopke in dobi hiter epilog, prednostno se obravnava in tako ne. To se mi ne zdi okej. Hkrati pa tukaj potem s temi kratkimi roki tudi ustvarjan morda nek pritisk na pacienta, ki razmišlja o teh postopkih, ker če kot pravnik interpretiram, ustavna materija v bistvu zajema tudi človekovo dostojanstvo, in se mi zdi nesprejemljivo, recimo, da je nekdo mogoče tudi potisnjen v situacijo, da se morajo opravičevati za svoj obstoj, tako rekoč, v smislu pod pritiskom svojcev, pod pritiskom tega hitenja in tako naprej. Sej to bosta kolega, mogoče bolj iz prakse spremljata te primere in kot ste že povedala, ampak jaz čisto kot pravnik se mi zdi, da so postopki definitivno prekratki. Gospod Zabrecina, še nekaj bi me zelo konkretno zanimalo. Kaj pravzaprav vemo o učinkovini oziroma o strupu, ki naj bi ga človek zaužil? Je smrt res tako mirna? Iz tujine je namreč slišati, da je lahko takšno umiranje tudi zelo boleče in dolgotrajno. Očitno strup ne deluje enako na vsakega človeka. Ja, v zakonu pa tudi v predavanjih, ki je bilo zdaj ob sprejemanju tega zakona na zbornici, ni bilo še znano, katere učinkovine se bodo uporabljale pri pomoči pri samomoru, tako da sem pogledal v literaturo, kako je v tujini, in sem ugotovil, da se podobne učinkovine uporabljajo pri izvrševanju smrtne kazni in tudi pri evtanaziji. In sicer uporabi se najprej uspavalo oziroma sedativ močen, potem se da pa paralitično sredstvo oziroma mišični relaksans, da v bistvu mišice, dihalne mišice več ne delujejo in da v bistvu človek neha dihati. Včasih dodajo zraven še sredstvo, ki paralizira srce, to je kalijev klorid in prije potem do ustavitve srca. Tako da to se uporablja kot v bistvu zanimivost, pa ko sem to vprašal umetno inteligenco, so potem se mi stran zaprla in so mi posredovali telefonsko številko društva Samarijan. Očitno umetna inteligenca znala, da se jaz zanimam za samomor in so mi pomoč ponudili. Tako da obstaja še dobra umetna inteligenca. Upam pa, da tega ne bomo v praksi izvajali.
Tako da jaz menim, no, tako če v bistvu, kot je že Peter Luin omenjal, če bo s temi učinkovinami bi v praksi bolj znali rokovati zdravniki oziroma dozirati kot pa v bistvu svojci, ne, oziroma kot bolnik sam. Tako da, čeprav upam, da to ne bomo nikoli počeli, ampak pod zdravniško kontrolo bi to nekako bi bilo bolj strokovno uporabljeno, če že. Dotaknimo se še 21. člena zakona. Kot neposredni vzrok smrti se ne navede pomoč pri končanju življenja, ampak osnovna bolezen. Smrt se ne šteje za nasilno. Je to pravno in etično vzdržno, morda gospod Luin, da država v svojih evidencah uradno nikoli ne zapiše, da je šlo za asistiran samomor, ampak vse vodi kot posledico bolezni. Saj javnost sploh ne bo imela realne slike, koliko ljudi je umrlo s pomočjo tega zakona. Ja, meni se to ne zdi sprejemljivo, pa ne toliko, da bi ocenjeval z vidika statistike in teh stvari, ampak bolj iz pravnega stališča glede transparentnosti postopkov, glede morebitnih pravnih posledic, učinkov, potencialnih, ne vem, izigravanj. Sicer nimamo radi recimo zavarovalnic, ampak moramo omeniti, naprimer, ker zakon tudi eksplicitno omenja zavarovanje za primer smrti, ki ga veliko ljudi ima, v kontekstu tega, da se pač smrt šteje kot smrt iz bolezni, in glede na to, da zakon ne predvideva nobenega stranskega udeleženca, mimogrede, o tem se sicer sprašujem, ker postopki te komisije bojo potekali po zakonu o upravnem postopku, ki je, bom rekel, nekako milejši, manj strikten postopkovni zakon, in je predviden bolj za te upravne zadeve in tako, ampak tukaj bo to tudi za ta postopek pomoči končanja življenja uporabljeno. In recimo ta zakon nalaga organu, v tem primeru bo to ta komisija, da preveri in v postopek povabi vse morebitne osebe, interesente, ki bi, na čigar koristi ali pravice bi lahko v bistvu odločba vplivala. Zdaj, v tem zakonu ni predvidenih stranskih udeležencev in v tem kontekstu je težko potem reči, kako bo pač zagotovljeno ta transparentnost in sam vzrok smrti in kako bo potem pravni učinki tudi delovali iz tega ven. Gospa Piskar, vi delate z umirajočimi na domu, spremljate ljudi v zadnjih tednih in mesecih življenja. Zadnje čase v javnosti pogosto slišimo trditev, da si težko bolni želijo samo še čim prej umreti. Kakšna je vaša izkušnja, ko imajo ljudje občutek, da so slišani, da nekdo hodi k njim, da niso sami, ali res še vedno govorijo, naj bo čim prej konec? Ne, tu pa se jaz ne bi strinjala, pa mislim, da tudi moji kolegi ne. Te ljudje, ki so bolni, si želijo večinoma iz naših izkušenj nekega miru. Se pravi, tako notranjega kot miru v okolici. In moram reči, da jaz sploh nikoli nisem imela niti primera, da bi neka oseba mi rekla, da bi pač želela takoj umreti. Jaz to govorim zdaj iz sebe, tega nisem imela. Vsakem mi rečemo tako, da dodajamo življenje dnevom in ne dneve življenju. Se pravi, ko se ti z osebo pogovoriš, ko nekako skušaš najdeti, kaj je tisti simptom, kaj je tisti vzrok, da ga že samo, da ga spregovori, se ta bolečina resnično zmanjša. In radi so med svojimi, vam povem, radi so, pa naj bo to samo še en dan, samo še 1 ura ali pa samo še 1 minuta. Tako svojci imajo radi svoje bližnje kot ta bolnik, ki je pač v stiku s to boleznijo.
gospod Zavelcina, tudi vi delate z bolniki v zadnjem obdobju življenja iz prakse. Kdaj vi kot zdravnik rečete, zdaj smo pa vstopili v zadnje obdobje življenja? Kdaj se začnete z bolnikom in svojci pogovarjati o opuščanju agresivnih, invazivnih oblik zdravljenja in kakšne so že sedaj po trenutni zakonodaji možnosti opustitve zdravljenja, da nekdo zavrne zdravljenje? Ja, ponavadi se zgodi, da pride v bolnico bolnik, ki je prej še dobro funkcioniral, recimo 80-letnik, 90-letnik, je še doma sam živel oziroma ženo, vse še redno se s hobijo ukvarjal in tako potem se pa nekaj zgodi, mogoče pade si zlomi kolk ali pa ga zadane možganska kap in potem je v bolnici in se izkaže potem po tednu, dveh, da več ne bo tako, kot je bilo prej. Ne? In je to nekak šok za svojce in marsikdo ne more to sprejeti in par tednov nekako včasih malo tudi hoče krivdo na zdravnika zvaliti, da zakaj ga ne spravite nazaj, tak je bil prej. In potem pač po mesecu mogoče ali v nekem času se izkaže, da pač bo treba spremeniti življenje, prilagoditi, da bo rabo več pomoči tak človek. Če je pa stanje še prizdetost večja, da več ne more vstati ali pa da več ne razume, da je nastopila demenca, ki je bila prej že blaga, pa se je poslabšala, potem pa pač nekako so to znaki, da prihaja v zadnje obdobje življenja, da bo rabo veliko pomoči. In takrat potem tudi potem razmišljamo zdravniki in nekako kategoriziramo bolnike glede na to, kaj pride pri njemu še v poštev. Ali je tak človek še kandidat za vse vrste operacij, za intenzivno zdravljenje, ali pride v poštev bolj blažilno zdravljenje, manj agresivni ukrepi. O tem se tudi pogovorimo včasih svojci. Tako, ker mogoče ima kdo nerealna pričakovanja, pa pričakuje še neke specialne preiskave iz občutka, da bi čim več preiskav opravili pri bolniku. Čeprav kot zdravniki vemo, da ne bo nekaj učinka od tega. Tako da, če to na prijazen način razložim svojcem in bolniku, to razumejo in večinoma potem, če ne takoj, pa čez nekaj časa to doumejo in sprejmejo. Ker je vedno ponavadi to šok za svojce. Pač tudi spoštovanje do staršev, mogoče kdo, tako on pač kar svojega starša vidi kot taga močnega človeka, ampak v resnici pa pride starost tudi nemoč pešanje. In nekako bi rekel, rabijo čas, da sprejmejo. Ampak so hvaležni za vsak ta trud, pogovor so hvaležni svojci. Zdaj včasih to potem zapišemo, to, kar ste vprašali, katere postopke več ne bomo upravljali, imamo paliativni list, kjer v bistvu potem mi obkrožimo oziroma odkljukamo, kaj v bistvu, katerih postopkov več ne bomo delali pri bolniku. Pač recimo je bolnik z okrnimi funkcijami, se pravi, da je demenca, ima veliko zdravil, je star 90 let, rečemo, ne bo več intenzivnega zdravljenja, ne bo več intubacije, ne bo dialize, neke določenih težkih operacij ne bomo več delali, ampak bomo pač, je pa vedno potem, ko se pa zaplete, pa v bistvu se odločimo, ali bomo recimo delali nek postopek, recimo če krvavi iz črevesa, ali bomo šli v urgentno kolonoskopijo ali gastroskopijo delati ali ne, ker mogoče bi ga ta postopek potem pač mu rešil življenje in ga povrnil v prejšnjo stanje. Se pravi, določen postopek, ki mu pomaga, se še zmeraj naredi, tako da ni čist, da bi odstopili do vseh postopkov. Tle pa ločimo dva termina glede na opustitev pa utegnitev zdravljenja. Opustitev, kot sem omenil, pomeni, da mi označimo pa se pogovorimo s svojci, katerih postopkov več ne bomo delali in nekako je pa vedno težko z bolnikom se pogovoriti. Je to rekel, bi mogel uradno tudi bolnika to obvestiti ali ga vprašati, ampak je težko bi rekel, da mu reči, zdaj pa pri vas pa ne bomo več tega, ampak nekako lažje svojci to. Med sabo pa vedno sta dva zdravnika ali trije, ki se podpišemo, da se strinjamo, da glede na vse diagnoze in stanje
bi opustili, se pravi, da ne bi začeli določenega zdravljenja. Odtegnitev pa pomeni, da določeno zdravljenje ukinemo. To je pa še težje, to pa pomeni, recimo, to so pa bolniki v intenzivi, ko nastopi možganska smrt in potem v neki fazi je treba aparate odklopati, ne. Ko se pač vidi, da pač ne reagira več, da je bolnik v komi, pa potem samo odvisen od aparata, pa da ni več, da je možganska smrt pomeni z EEG-jem oziroma z nekaterimi specialnimi nuklearnimi medicinskimi preiskavami dokažemo, da možganske aktivnosti ni več in da brez aparatov ne bi mogel živeti, je potem tudi etično gledano v redu, da odtegnemo zdravljenje, pomeni, da izklopimo aparate in to ni eutanazija, to je narava. To je pač narava in pustimo ali kot mu je namenjen, ne. Se pravi, to je pa odtegnitev zdravljenja. Včasih tudi to svojci zelo težko sprejmejo, imajo svoje strahove ali nekako, tako da to je tudi za te zdravnike v intenzivi včasih stresno. Bi pa sam še to omenil, nočem biti predolg, ampak včasih tudi potem je odločitev pri starostniku na koncu, ko vidimo, da je bolan, da ne more več požirati, se odločimo ali dati recimo nazogastrično sondo, pa ga hraniti po sondi še kakšen teden ali ne. Včasih se odločimo, da ne, da pustimo, da tudi če poje samo eno žlico na dan ali spije kot mu paše, da ga ne mučimo z nekimi cevkami, ker v bistvu, tako je rekla gospa, mu s tem v bistvu nič ne povečamo kvalitete življenja. Omenimo še en vidik zakona, ki predvideva, da se v bistvu vse plačuje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da smo pravzaprav vsi soudeleženi pri izvajanju. Vsak, ki plačuje prispevke za zdravstveno zavarovanje, je soudeležen. Moj denar bo šel tudi za stroške organizacije in izvedbe samousmrtitve nekega človeka, ki ga sploh ne poznam. Gospod Luin, kako vidite ta vidik? Ali se vam zdi prav, da se pomoč pri samomoru financira iz iste blagajne, iz katere naj bi financirali zdravljenje, rehabilitacijo in nenazadnje paliativo? Ja, iz pravnega stališča sicer težko to komentiram, te finančne vidike, če se malo pohecam, v bistvu za financiranje zdravstvene blagajne ne obstaja ugovor vesti, tako da se tega ne da ne odločati. Ne zdi se mi prav, predvsem se mi ne zdi prav zato, ker je zakon tak, kot je, ker bi pričakoval v demokratični pravni državi, da če se nekaj financira iz javnih sredstev, da tudi nastane v nekem procesu družbenega konsenza, v nekem procesu razprav različnih deležnikov, stroke, pravnikov in tako naprej, ne? Da potem ima ta zakon neko težo, ne pa tako, kot pač pri nas vse pogosteje nastajajo zakoni, tako rekoč čez noč, na hitro, brez presojanja pravega, brez presoje učinkov in tako naprej, ne? Tako da iz tega konteksta se jaz ne strinjam s tem financiranjem in se mi ne zdi okej, ne? Zdravnik, ki danes dela z vami na negovalnem oddelku, bo jutri morda podpisal paliativni načrt z enim bolnikom, z drugim pa urejal dokumentacijo za pomoč pri samomoru. Farmacevt bo izdajal zdravila, ki rešujejo življenje, na drugi strani pa učinkovine ali strupe, ki ga bodo načrtno končale. Gospod Zabelcina, zanima me zelo konkretno, kako si predstavljate, da bo to izgledalo v praksi, če bo zakon začel veljati? To si težko predstavljam, ker vloga zdravnika je reševati življenje, izboljševati življenje, povrniti zdravje ali blažiti bolečine in druge tegobe. Tako kot ste pa omenili, da bi v eni sobi izvajali paliativo, v drugi pa pomoč pri samomoru, ne vem. Jaz menim osebno, da verjetno bo pač na določenih klinikah se to izvajalo, če se bo. Upam, da ne.
Tako da bi na ta način, kot ste omenili, da bi v eni sobi, da se bo tako ločevalo, ne, po področnih oddelkih ali klinikah. Močno, rekel, srčno pa upam, no, da do tega ne bo prišlo. In spremenila se bo verjetno tudi vloga zdravnika. Že prej smo slišali, zdravnik bo detektiv, presojal bo stvari, ki mu jih zdaj ni potrebno presojati. In od nekoga, od tistega, ki brani življenje, se bo prelevil v nekoga, ki življenje na prošnjo tudi konča. Ja, kot sem rekel, upam, da do tega ne bo prišlo. Nas pa izkušnje iz tujine nam kažejo, ne, da se tam v bistvu prag destruktivnosti se veča. Ne. Da, kot je že kolega Peter prej omenil, pa tudi vi, najprej je v bistvu pomoč pri samomoru, na to pa tudi eutanazija in pa tudi indikacije postajajo vedno bolj ohlapnejše. Tako da zdaj že razmišljajo, kot smo brali, da v bistvu 75-letniki ne bi rabili nobenih v bistvu brez terminalnih bolezni, že starost bi bila dovolj 75 let, da bi se prijavili za eutanazijo. Tako da pa tudi še to bi omenil, da tudi v tujini potem ker se uporablja ta termin diskriminacija, ne, bi potem rekli duševni bolniki, da so diskriminirani, zakaj še oni ne smejo biti enakovredni z tistimi, ki imajo hude telesne bolezni, zakaj bi šli potem, če njim dopušča zakon s tistimi z hudimi telesnimi okvarami oziroma kroničnimi bolezni, zakaj tudi duševni bolniki niso izenačeni, bi potem lahko tudi Ustavno sodišče reklo, ne smemo diskriminirati duševnih bolnikov in še njim omogočimo. Tako da hočem reči, da ta v bistvu kultura smrti se bo samo po mojem širila, ko enkrat v bistvu ko enkrat uspejo s tem zakonom, se bojim, da bo šlo samo še na slabše. Počasi za našo debato zaključujemo, pa bi na koncu vprašanje za vse tri. Morda, če bi vi začeli, gospa Piskar, če bi ta zakon kljub vsemu obveljal, kaj je po vašem minimum, ki ga mora država nujno popraviti ali dopolniti, da vsaj nekoliko zmanjša tveganja zlorab in krivic? Nekaj takšnih čudnih scenarijev smo že omenili danes tukaj. To je zame kar težko vprašanje. Predvsem zaradi tega, ker izhajamo iz bolnikovih želja. Mi se res osredotočimo in ko vstopimo v družino, je nam bolnik uporabnik center. Ne. In prej sem hotela, ko ste samo omenjal, bi sam zato se vrnila, mi smo že eno staro glasilo sem našla, to je sicer iz leta 2007 in je že noter ta vnaprejšnja volja, ne, kjer se tudi potem to se pravi, overi pri notarju in tako. Skratka, ves čas imamo ljudje možnost soodločati o svojem zdravljenju. Ne? Tudi prej je doktor rekel, ne? Če reče bolnik, ne želim, potem ne želiš. Ne vem, to so take agresivni pristopi, mi pa delujemo bolj na en tak mehek, pa na human način. No? Vsako življenje je sveto, življenje nedotakljivo in ne vem, kam smo kot družba prišli, da se moramo sploh o teh zadevah pogovarjati. Tako da tukaj to zdaj sebe izhajam, kot predstavnik društva, ker smo tudi mi tako še malo, veste, preveč je tole bilo na hiter, preveč taka, kot jaz rečem, neke instant rešitve, ki pa niso včasih najboljše. Hvala. Hvala lepa. Gospod Luin, še vaš pogled? Ja, jaz bi v bistvu povedal in ponovil to glavni problem pravni tega zakona, da je neustaven. Ne. Definitivno, če bi želeli tak zakon na način pravne države upeljati, bi mogli spremeniti ustavo, za kar je pač potrebna večja večina, ne 60 glasov od 90 poslancev. Brez tega ta zakon ne sme priti v veljavo, čeprav v praksi je vprašanje. Druga stvar je pa tudi to, da
se mi zdi čisto iz nekega osebnega stališča, da v bistvu uvaja v družbo, tako kot sta že kolega rekla, tudi to širjenje nabora možnosti, jaz temu pravim kot neka incepcija misli na to, ne, in to tako svojcem kot ljudem. To je v bistvu na nek način, se mi zdi, čist po človeški plati vznemirjenja, ne. In to, da samo že, da ta možnost obstaja. Pa še to bi mogoče tudi moja pač osebna misel, da družba gre vedno bolj, tako kot je gospa Martina rekla, v to instant rešitve, ne. Tudi na pravnem področju imamo nekako vse na gumb že, ne, rojstvo recimo na gumb v smislu splava, ne. Potem je, ne vem, otrok, zdaj obetajo se tudi spremembe, otrok na gumb, ne, da lahko pač brez očeta in brez moškega, ženska doseže umetno oploditev v tem, da je zdrava, recimo. Potem zdaj se dela smrt na gumb, ne. Vse je treba takoj, ne. Tako, človek gre vedno bolj v smeri tega razmišljanja o absolutni svobodi v narekovajih, ne. Tako da je vse dostopno, kot da bi kupil v trgovini na spletu, ne. Vse instant, vse želje je treba zadostiti in tako naprej, ne. Tako da nažalost pač zakon tak, kot je, ni sprejemljiv iz pravnega stališča, ne. Še ta anekdota recimo velja, da če imamo dva pravnika, imamo ponavadi 3 mnenja, ne, ampak v tem kontekstu te ustavnosti, glede nedotakljivosti življenja, jaz mislim, če bi 100 pravnikov vprašali, bi jih po moje vsaj 95 po neki strokovni plati in dolžnosti moglo potrditi, da je to neustavno, ne. Je pa zdaj vprašanje, če bo šla zadeva pred ustavno sodišče, kako bo to razlagano, ne, ker vemo, da se pravni pojmi zdaj napolnjujejo ad hoc po potrebi, ne. Mogoče recimo glede pojma družine, ko je bilo nedavno, ne, ob sprejemu ustave je bilo zelo jasno, kaj pojem družina pomeni. Zdaj, glede na brez spremembe ustave, glede na družbeno prakso, se je pač ta pojem spremenil, ne. Pri nedotakljivosti življenja v oziru splava smo se ukvarjali z vprašanjem, predvsem ne, razlage zdaj, a je začetek življenja s početjem ali začetek z rojstvom. Ne. Tle obstaja recimo spet različna razlaga. Glede nedotakljivosti življenja v kontekstu tega zakona in pomoči pri samomoru pa teh dilem ni, ne, ker človek živi in njegovo življenje je nedotakljivo, tako da tle je neustavnost eklatantna, no, tako. Hvala lepa. Isto vprašanje tudi za vas, gospod Zabelcina. Kaj bi bilo nujno potrebno spremeniti pri tem zakonu, če bo začel veljati, po vašem mnenju? Menim, da je preveč, bi rekel, nedoločen, kot je že Peter omenil, da v bistvu nekak cilj tega zakona je neomejeno izvrševanje te pomoči pri samomoru, da bi čim manj ovir. Medtem ko jaz kot zdravnik bi pač želel, da bi res to se v redkih posameznih primerih, kjer bi res stroka ugotovila, da je pač bolezen tako huda in da nobeno zdravljenje ne pomaga, da ne prime, da bili res neki izredni primeri, ne vem, ne pa tako kot recimo v Kanadi, kjer 5% ljudi umre z evtanazijo. Tako da tudi duh časa je dober, moj predhodnik orisal duh časa, kjer v bistvu nobena strokovna avtoriteta nima veljave, ne, ampak popolna svoboda in neko agresivno uveljavljanje svoje volje, individualizma, seveda brez kakšnih vrednot. Tako da vemo pa, kjer, če ne zagovarjamo življenja in ne delamo za to, potem ni Božjega blagoslova. Tako da z nekim rečemo, gnilim kompromisom ne bi nič dosegli.
Hvala lepa. Spoštovani sogovorniki, gospa Martina Piskar, gospod Peter Lovin in gospod Janez Zavelcina, najlepša hvala za ta pogovor, za vse informacije in različne poglede. Mislim, da smo izvedeli marsikaj novega in da po nocojšnjem večeru bolje razumemo, o kakšnem zakonu bomo pravzaprav glasovali v nedeljo na referendumu, kakšne so lahko posledice novega zakona in kakšno oskrbo starejših, bolnih in umirajočih že sedaj poznamo v Sloveniji. Spoštovani obiskovalci, na tej točki predajam besedo za nekaj trenutkov tudi vam. Če ima kdo kakšno vprašanje za katerega od naših gostov ali če kdo čuti, da bi z vsemi podelil kakšno misel znotraj okvira današnje tematike, vas lepo prosim, da morda vstanete in spregovorite. Kot je že gospod pravnik Lovin rekel, da je ta zakon neustaven, ker v ustavi piše, da je človeško življenje nedotakljivo. Vsekakor, če imamo še mi pravno državo v Sloveniji, bi moralo ustavno sodišče završiti. To je, kakor pa je rekel gospod Lovin, dva pravnika, trije mnenja, je po Sloveniji zdaj izgleda že vse tudi to možno. Na ustavnem sodišču vemo, da so sami pravniki vrhunski v narekovajih, in ta zakon bi mogel pasti že zaradi tega, ker duh bo ušel iz steklenice, če bo uveljavljen. V vseh teh državah, ko to imajo že uvedeno, se ve, da je bilo najprej bilo to, potem so pa to širili zelo. Če se v Belgiji lahko že avtonomizira mladoletnega otroka, če je bolan, kakorkoli. V glavnem, ta duh bo tudi pri nas ušel iz steklenice, če to bo uveljavljeno. Pri nas bi mogli pač paliativno, kakor je gospa Martina rekla, ali oziroma nekdo, da bi 20 teh timov mogli imeti, imamo 11 kako. To je stvar tudi denarja, ta oblast, ne vem, kdo pač vse skozi denar gleda, Recimo, če imaš ti, se pravi, v 30 dneh naj bi ta zakon oziroma pomoč izvedel. Ja, na koliko pa čakajo ljudje po 3 leta? Ja, halo, kje smo zdaj kot družba zašli? V en vakuum, ki nam ni pomoči. Duh bo šel pa iz steklenice, zato v nedeljo pejmo na referendum že zdaj lahko koga peljamo, ki je na pol nepokreten, da bomo čim več teh glasov napravili. Zato moramo tudi tako, ki so še vplivajo, a bi šli ali ne bi šli. 2 dni imamo sicer sam še časa, ampak res vsazga, ki bomo nagovorili. Mogoče bo pa tisti edini glas, ki ga bomo mi vzpodbudili, naredil to mejo, da do tega ne bo prišlo. Hvala. Hvala za vaš komentar in tole pobudo. Lahko jaz. Aha, prosim, ja. Jaz bi mogoče podal sam komentar na ta del glede ustavnega sodišča in pričakovanih izidov, če zakon obvelja. O tem je bilo nekaj govora že na včerajšnjem srečanju organizaciji Radio Ognjišče, ampak v kontekstu ustavnega sodišča je moje osebno pravniško mnenje, da nivo ustavnega prava pada in se v bistvu politizira, bi rekel tako. In tisti časi, ko je bilo ustavno pravo politično neutralno in so bili na ustavnem sodišču pač pravniki, ki so tudi na stvari gledali iz širšega stališča, zdaj ni več. Tako da je kolega dr. Letnar Černič tudi včeraj povedal, kot profesor na pravni fakulteti so z študenti naredili preizkus z umetno inteligenco in so vprašali glede tega zakona, kakšni so izgledi, če pride v veljavo
Da bi bilo potem na ustavnem sodišču, da bi bil razveljavljen oziroma kaj drugače in je negativen odgovor. Tako da sploh zdaj se tudi zamenjujejo še 3 ustavni sodniki, so v procesu tega in v to smer, v katero bo šle odločbe, za ta zakon kaže slabo. Morda še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Jaz sem prej, ko se je rekla, da se ne bo smelo noter upisati vzrok smrti je eutanazija. Kaj pa rečimo bolniki v bolnici in si zaželi zadnji stadij in zadnje dneve preživeti doma? Gre domov in doživi prometno nesrečo, kjer umrje. Kaj se pa v tem primeru napiše kot vzrok smrti? Ker če tukaj gledamo, eutanazijo, zagovorniki pravijo, da pomagajo, pomoč pri samomoru. Jaz, če nekomu pomagam, jaz bom vesel, če mu to uspe, če bo povedal, da smo jaz pomagal. Tu pa zgleda, če se ne sme napisati to, kot bi jih bilo sram, da se nekomu pomaga. Ja, hvala lepa. Morda kak komentar. Se pravi, prikrivanje resničnega razloga za smrt, Izvolite. Seba, gospod, ima še vprašanje, bi ne mu dal... Aha, dobro. Jaz bi se prvo za 18 let nazaj zahvalil, ko je moja mama umirala. Nekateri iz hospica, ki sem jih osebno poznal za njihove pogovore z mano. Drugač bi imel pa še vprašanje. V Angliji je bil pred leti primer, ko je človek, bom rekel, bil v komi, ampak dihal je še samostojno. Sodišče takrat mu odvzelo hrano in vodo. Kako je recimo s takimi primeri v Sloveniji? Jih ohranjamo po sedanjem zakonu še pri življenju? Ali kako je recimo glede teh stvari? Čisto informativno mogoče. Pa kako bo recimo razlika z novim zakonom, če bo kakšna? Ja, hvala za vprašanje. Ta bolnik ima verjetno hranjene, tak bolnik, ko je v komi, ne more sam požirati in ima hranjene po nazogastrični sondi. To je začasen ukrep, pomeni, da se vstavi cevko po naravni poti skozi nos v želodec in se potem ga hrani kontinuirano preko... Po infuziji je bilo takrat prvo njih? Ja, tako, ampak v bistvu to je parenteralno, lahko se daje pač hraniva v žilo, drugače pa se daje po naravni poti v želodec. To je začasno, medtem ko trajni način je pa ustavljanje gastrostome. To delajo tudi gastroenterologi, ni nujno več kirurgi, ampak tudi kolegi internisti, gastroenterologi vstavijo endoskopsko ali tudi radiologi, rentgenska metoda, se pravi, da se cevko direktno prek trebuha vstavi v želodec in se potem, ker je večjega kalibra, se potem tudi lahko malo večji kosi hrane dajejo po tej cevki. To je v bistvu način za trajno hranjenje. Se pravi, potem se ga hrani in kot ste omenil, on je sam dihal ta bolnik, tako da to življenje se vzdržuje. Ponavadi v bistvu ni praksa pri nas, da bi pač bolniku to prekinili v tem primeru, kot ste omenil. Druga seveda vprašanje je pa ta, kot sem jaz prej omenil, pri starejših, recimo ta človek, ki je bil mogoče srednjih let ali še mlajši, medtem ko pri starejših, ko pač človek doseže neko starost visoko in ko progresivno peša, ko počasi življenje ugaša, takrat pa potem ne vidimo smisla, da bi mu ustavljali cevke, ampak pustimo naravi, da pač bolnik umre, kot mu je predvideno. Še gospod Louis? Ja, samo ta komentar na prejšnji
vprašanje, no, glede tega vzroka smrti. Zakon pač določa, da se pač kot neposredni vzrok smrti ne upošteva potem ta vnos učinkovine, ampak se v bistvu kot huda neozdravljiva ali bolezen ali druga trajna okvara zdravja. V tem kontekstu pa še na to zadnje vprašanje pa lahko povem, da v bistvu taki primeri pod ta zakon niti ne pašejo, ker, če sem prav razumel v kontekstu, mora biti zagotovljeno, da lahko pacient sam odloča o sebi in v postopku aktivno sodeluje. Tako da v tem kontekstu, če to ni mogoče, potem postopek po tem zakonu ni možen. Tako da, celo, če se nekdo odloči za asistiran samomor, pa v tem času potem toliko ošibi, da ne more sam zaužiti strupa oziroma te učinkovine, se postopek prekine po tem zakonu. Tako jaz razumem zakon, ja. Tako da, bi pa jaz mogoče na tej točki, če je dovoljeno še kolega zdravnika, vprašal, ali recimo, če nekdo ostane brez 2 udov, naprimer, če brez nog ostane, ali je to kvalificirano po stroki kot huda trajna okvara zdravja? Ker bi rad definiral popravniško, če lahko na podlagi tega in zatrjevanja, da doživlja hude psihične bolečine, sproži ta postopek pač pomoči pri končanju življenja. Ker tukaj je res, da za duševne bolnike ta postopek ni mogoč, je pa mogoč na podlagi fizičnih ali psihičnih bolečin ali obojega, tako zakon definira. Tako da že samo psihične bolečine, ki jih nekdo zatrjuje, kar je seveda subjektivno, bi lahko potem izpolnile ta pogoj. Zdaj pa, če je huda trajna okvara zdravja, to je potem vprašanje. Ja, žal ti ne moram odgovoriti na to vprašanje direktno, ker se ne ukvarjam toliko specialno z travmatologijo, s poškodbami, ampak tudi zagovorniki tega zakona, oni v bistvu nekako toliko ne štejejo, sem videl take bolnike v to skupino, ker je znano, da človek, ki doživi nesrečo ali postane invaliden, je v tisti prvi fazi po nesreči zelo je šokiran, se mu pač negativne misli pojavljajo, potem pa to svojo invalidnost sprejme, tako je znano, iz stroke. Tako da tudi, mislim, zagovorniki so to omenjali, da nekako ne štejejo toliko pogosto teh bolnikov v to skupino kandidatov. Izvolite, gospod. Bilo je v eni od primorskih bolnic, mislim, da je bil Šempeter, kjer je tehnik nepravilno priklopil cevi. Za kisik njenih 4-5 pacientov šlo, ker so bili pa bolj slabega zdravja. Po tistem je poprašal en, ki mu zazlomljeno roko. Pri tistem so še opazili, da nekaj ni vredno. Pa ni bilo dosti opravičil za vnaprejšnje. Koprski škof Štumf, ki je prišel v škofijo, je dobil v svojo škofijo tudi cerkev Hrastavlja, kjer je na steni narisan mrtvaški ples, kjer smrt pele vse redom, vse stanove od papeža pa do Novorenčka v odprto jamo. In Štumf pravi, da je ta, ki je naslikal to, dobro vedel, da se v cerkvi začne z rojstvom, pa s krstom, pa z smrtjo se pa konča. Ja, hvala lepa. Poslušal sem sodelavca iz hospica iz Novega Mesta. Je rekel, da imamo poštarja, ki je zamudil
zdravljenje in sem se metostal za razširne, ker je bil pa tudi lovc, je pa rekel, sem kar ustrelil, ne? Pa se ga pol neki pumpali, pa tako, pa je pol domov. Ta bolnik, ki je na smrtni posli, če svoje stvari reši, ker pol nam bude nazaj pride to rešvat, pa je svojcem naročil, to je bilo na Dolenjskem, da morajo v mrtniški verziji pripraviti tudi bel vin, ker cvička vsi ne pijejo. Aha, dobro, še eno misel, ja. Ja, še samo to eno zanimivost, no, mogoče glede kraja izvedbe postopka, ne, in pač usmrtitve. Zakon določa, da lastnik ali imetnik nepremičnine ne more in ne sme zavrniti izvedbe v njegovi nepremičnini, recimo, ne, tako da v bistvu, če pride do kolizije neke pravic in moralnih pač teh vrednot, vedno zmaga pač pravica do smrti, tako da pač to je bilo predvsem izpostavljeno vprašanje recimo o katoliških domovih ali pa kakšnih institucijah, ki bi lahko imele težavo iz moralnega stališča, da se to izvaja v njihovih prostorih, ampak po zakonu tega ne morejo zavrniti. Hvala lepa tudi za tole misel. Spoštovani sogovorniki, cenjeni obiskovalci, hvala vsem za današnji pogovorni večer. Ja, prosim, dajmo še zadnje vprašanje. Ja. Mene pa zanima to, recimo, pač bilo je rečeno, da gospa Piskarjev je rekla, da tiskajo v hospicu oziroma to paliativno skrb, da po njenih teh podatkih, kar je ona izkušena, recimo ne pomislila, oziroma da bi se pač samo moral pa to narediti. Zanima, kdo bo to odgovornost prevzel, recimo, da bo meni ponudil, recimo, to samo asistirajoč samomor. Kdo to v bistvu, recimo, pričas nisem za, recimo, kdo bi to ponudil? Če tukaj določen, recimo zdravniki, verjetno ne, ker pač tako pravniki gotovo tudi ne, hospic še manj, recimo, Kdo bo recimo tist, ko bo rekel, ja, Ivo, zdaj je pacient, da se ti injekcij dobiš, recimo? Po zakonu je to zdravnik, lečeči zdravnik, ne? Zdaj nisem Ivo te razumel, ali... Ne, recimo, jaz sem pač bolan, oziroma pač, ne vem, on še na en mesec, ni predstavlja. In pač ta, bi rekel, ta eutanazija ali pa pomoč, samomor, kakorkoli ćemo vzeti, pač bo, ne vem, hipotetično rečeno bo veljaga, Kdo pač od meni pa bo rekel, glej, sej, ti imaš samo še mesec, pa ti jaz ponudim tole eutanazijo, recimo. Ja, mogoče se bojo najdeli pač neka dobra društva, ki bojo hodila in bojo navduševala paciente za izvedbo tega, ne vem, upam, da ne. Imamo na rekovajih tudi kakšna dobra društva, ki pomagajo hitrejš na drugi svet. 8. marc je bil najbolj. Jaz bi sem nekaj rekel še. Če se pravi, da smo na prvi stopnici ali na drugi stopnici velikega stopnišča in čim več teh stopnic bomo osvojili preko zakonodaje, to hitreje bo šlo to vse mogoče, to hitreje bomo šli dol družba. In to je odprto, to lahko je računica zaradi stroškov, lahko je računica zaradi bilo česa, ampak ko se bo to spustilo v svobodo, ta odločanja, smo mi zmeraj nižje. To se pravi razvrednotenje družbe, to je pač. To je pri vsaki stvari, ko začneš zakonodajo, ki je rušilna. Ampak na začetku stopno lahko. Potem pa dopolnjujemo to delo. Ja, nekako tako gre. Zanimivo, zdaj recimo se mi je utrnila še ta misel, da v bistvu glede tega vprašanja, kdo to sporoči in tako, zakon predvideva, da v bistvu pacient sam napove željo po tem postopku. Napoved zahtevka za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, to je 7. člen zakona,
ob tem, da ko napove, je potem zdravnik tisti, ki mu razloži pogoje in tako naprej, ne. Ni pa v zakonu nič o kakšni promociji tega, ne, ker recimo kolega Janez rekel, da bi kakšna dobra društva promovirala to, ne. To omejitev glede tega v zakonu ni, ne, ker mogoče bi bilo moralno, da se to ne promovira, pa reklamira, pa tako naprej, ne, ali pa ne vem, neke letake obveščanja o možnostih ljudem tlačiti v roke, pa tako, ne. Zdaj pač tega ni, ne, to je recimo še ena mogoče pomanjkljivost, ne, tako. Ampak ima zdravnik recimo v tem primeru tudi pravico mu to odreči? Ja, to nismo še rekli, pardon, ja. To mogoče bilo, mi imamo govor vesti, ne. Ta zakon predeva na srečo govor vesti, ki ga farmacevti nimajo po njihovem novem zakonu. Tako da je tudi ad hoc, no. Naši pravniki na zbornici pravijo, da ad hoc to pomeni, da tudi v primeru, če nekdo, da ni treba vnaprej meni kot zdravniku, delodajalcu ali zbornici to napovedati, ampak če bolnik meni to omeni, lahko rečem, imamo govor vesti in ad hoc lahko to preko zavrnem in potem prijavimo govor vesti. Tako da v bistvu zaenkrat je to v redu. Potem prevzame drugi zdravnik, ne? Ja. Doktor Brecelj je točno rekel, jaz ugovor vesti ne bom, uveljavljal, ampak ne bom pa tega delal. Ne vem pa točno, kako bo to šlo, ker ne vem točno, kako bo to šlo, recimo, a bo dolžan potem, a bom jaz kot zdravnik dolžan potem obvestiti svojega šefa in direktorja bolnice, ki bo dolžan potem to najdeti nadomestnega zdravnika za to izvedbo, ali bo to šlo na komisijo državno za izvajanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To pa še ni jasno. Ta zakon ima 4 ali 5 velikih črk, kot naslov. Ja. Bi lahko povedal. ZPPKŽ. To so velike črke, ne? Ja, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, tako je. Tako da. Dobro, sicer je kar malo težko zaključiti, ker se mi zdi, da smo se ravno ogreli, a ne? In da zdaj bi pa kar deževale še tiste najboljše ideje, kaj je vse možno, kaj bo možno preko tega zakona. Vse je še vedno čas za debato, ampak toliko, da zaključimo nekako dalje. Jaz imam zavoj liste, ki sem ga dobil na Prešernovem trgu, ki ga delijo v njih, ki so za. Če pač ne vidite, da ga dam. Vse je v redu, hvala lepa. No, za zaključek, za piko na i, ker je z nami tudi gospod Župnika, ne, ki je vse lepo poslušal, pa bi prosil, če lahko tale večer zaključimo z blagoslovom, da se morda priporočimo Svetemu Duhu za dar modrosti, umnosti, vednosti, pa tudi kak dar strahu Božjega ne bo škodo, no. Samo še pleksu, v tem pogovoru sem prišel tudi par besed. Res lepo se zahvaljujem vsem gospodinim gostom, pa gospodu Petru za vodenje, za vse skupaj. Ja, res mislim, ta zakon ni samo pravniški, ni samo zdravniški, ampak je pravzaprav na nek način od vse ostane duha, ki je v naši družbi med nami. In to se mi tisto, kar je še posebej tragično, kako daleč smo prišli pravzaprav. In da se res pravzaprav posebej za nas katoličane, pravzaprav mi na nek način ne bi smeli sploh razmišljati. Mi vemo, pač življenje sveto od spočetja do naravnega rojstva in za nas je tukaj, niti se ne moramo pogovarjati, niti, ker za nas je to za nas tako pomemben del naše vere, našega življenja, da pravzaprav vse to razpredanje, vse te stvari so pravzaprav že res stanje tiste, kako pravzaprav vidimo, da veš ta zahodna kultura v dekadenci, kako se pravzaprav propada in da imamo res eno priložnost, da pokažemo, kaj pravzaprav zdaj med nami prevladuje, kaj je tisto, ali je med nami še vera v Boga, ali ni več. Se mi rezi, da tudi s temi dogodki, ki so pred nami, se bo prav to na najlepši način pokazali. Kaj pravzaprav zdaj tisto, ki našo družbo še vodi, in zato sem da je reč velika odgovornost nas vseh, da pokažemo, da vseeno
je še vedno Bog tisti, ki vodi, ker se razmišljal, veliko se govori o tem, da je Božja zapoved ne ubijaj, ampak pravzaprav s tem zakonom mi tudi kakšno prvo zapoved, veruj enega Boga, ker kdo odloča o življenju in smrti, se pravzaprav postavi na mesto Boga. Ja, potem ni več Bog. In mi smo tukaj tudi, in to se mi še tisto globi problem, mi smo sedaj bogovi, mi smo da tisti, ki bomo se odločili. Mi vemo, kam, že svetopismo nam govori, kam takšno razmišljanje pripelje in res moramo narediti vse tisto, kar je v naši moči, tudi, mislim, pozabiti na ti naša duhovna sredstva, ki jih imamo tako na molitev, petek smo povabili tudi na post, in da res prosimo Boga, da je tudi on svojo pomočjo pomaga, da bi prejeli te darove modrosti, pravega spoznanja in tudi, ja, tudi strahu Božja lepo gre v ta kontekst sedaj. Zato pa jaz res še enkrat hvala gostom, voditeljem, tudi vam vsem ste prišli, res na koncu še prosimo za Božji blagoslov, da bi res od svoje prijeli dovolj moči, dovolj spoznanja, da bi res mogli živeti njegovih zapovedi, da bi on tisti, ki je na prvem mestu, ker če bomo tako živeli, potem bo zagotovo tudi vse ostalo na pravem mestu, kot govori tudi naš rek. Gospod s vami in s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.